Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Geopolitična trenja, energetska kriza, tekma centralnih bank v dvigovanju ključnih obrestnih mer, dražje zadolževanje, večanje proračunskih lukenj, vzpon radikalnih političnih strank in borze v rdečem. Lahko rečemo, da je kratek povzetek aktualnega dogajanja. Recesija pa tudi neumorno trka na naša vrata, vprašanje pa je, kako zelo nas bo bolelo, kateri so novi Lehman Brotherji, kakšna bo pomlad, kakšna bo zima. V tokratni epizodi z nami dr. Mojmir Mrak, strokovnjak za mednarodne finance, ekonomske politike ter profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti. Pozdravljeni. Živimo v zelo zanimivih časih. Kako kot ekonomist z dolgoletnimi izkušnjami gledate na trenutno situacijo v svetu? Veliko je abnormalnosti. Ja, res je. V bistvu človek ima nekako občutek, da se vse stvari zmeri bolj hitro vrtijo, zlasti če gledamo teh zadnjih 10-15 let, praktično nekako gremo iz ene krize v drugo krizo. Finančna kriza, pa smo imeli, če se spomnite, v Evropi tudi tole migrantsko krizo, pa v zadnjih 2-3 letih se je pa ta stvar še dodatno pospešila, najprej s covidom, potem pa še s tem, kar se dogaja zdaj v zadnjem letu. Očitno so te krize, saj v enem delu, posledica tega, da se svet tudi strukturno zelo spreminja, od nekega sveta, kjer so bile osnovne konture postavljene takrat po drugi svetovni vojni, govorim s tem Bretton Woodskim sistemom, kjer je vendarle ena ekonomija imela dominantni položaj, Združene države Amerike, in je potem ta njena valuta je tak položaj pač dobila. Tudi smo, ali pa so ji vsi ti takratni igralci nekako so to vlogo ji dodelili. Zdaj se pa ta stvar spreminja. To ne govorim, da je za zadnjih par let, ampak jaz bi rekel že kar mogoče 2 desetletji, verjetno takrat, ko je Kitajska vstopila v Svetovno trgovinsko organizacijo, takrat je po mojem se ta stvar nekako začela globalno spreminjati. Skratka, ta ureditev, ki je bila vzpostavljena, jaz jo nekako imenujem to ureditev vzpostavljeno po drugi svetovni vojni kot neko ureditev, ki je temeljila na nekih pravilih igre, na nekih pravilih, rule-based. Ta stvar se zdaj, bi rekel, pospešeno spreminja. Spreminja se pa v to, da namesto teh pravil, ki smo jih imeli, zdaj dejansko mednarodni odnosi dosti več potekajo po neki logiki interesov, bilateralnih, posameznih transakcij. In zdaj pa jasno, čim imaš pa to, je pa cela stvar bistveno manj stabilna. Od tega, da smo imeli v tistem sistemu res eno dominantno silo, danes imamo praktično 5, 6, 7 teh velikih držav, ki so tudi gospodarsko toliko močne, da nobena od njih ne more biti popolnoma dominantna, in to jasno, vsaka ima svoje interese in to ustvarja neke medsebojne probleme. Tako da generalno bi rekel, da so se ta geopolitična tveganja dejansko močno povečala, ampak kot posledica tega, kar smo rekli, da se v bistvu svet spreminja. V zadnjih 2 letih je pa to še dodatno, tele 2 krizi sta to, kako bi človek rekel, pospešili. Zdaj pregovor pravi, da če ZDA kihnejo, se prehladi cel svet. Za nekateri pravijo, da tudi če Kitajska kihne, se prehladi cel svet. Kaj pa, če kihne Evropa? Ja, pa se pa cel svet ne bo prehladil. Očitno dejstvo je, da je Amerika bila do praktično, če hoče tudi do finančne krize, vključno s finančno krizo, res neka ekonomija, če ona kihlna, pa smo vsi bili nekako bolani. Danes, če pogledamo težo teh 2 ekonomij, ki ste jih tudi vi omenili, se pravi Ameriko in Kitajsko, je ta teža če jo merimo po tem standardnem nekakšnem meri, metru po bruto domačem proizvodu, je Kitajska že večja, če merimo bruto domači proizvod po tem pariteti kupnih moči. Se pravi, je že večja, je že prehitela Ameriko. Če jo merimo po uradnem deviznem tečaju, to še ne, ampak kakorkoli, to sta zdaj dve gospodarsko, jaz bi kar rekel, dominantni ekonomiji,
medtem ko je cela vrsta stvari pa še vedno nekako teče po sistemu, kot da je Amerika dominantna. Ne? Da dam recimo samo en primer, dolar. Ne? Dolar ima še danes nesporno vlogo dominantne svetovne valute, ne? Čeprav je teža Amerike danes že bistveno nižja, kot je bila recimo 20 let nazaj. Ne? Tako da tudi, če pogledamo recimo strukturo mednarodnih deviznih rezerv, ne? Še vedno je velika večina teh rezerv v dolarjih, ne? Medtem ko po drugi strani kitajska valuta praktično v strukturi deviznih rezerv je še vedno marginalna, ne? Prav marginalna. Tako da bilo je dosti govora zdaj v zadnjih 2-3 letih, ko je se delež rezerv v dolarjih zmanjševal, ne? In je bilo tako nekako implicitno, ne? Kar velikih je rekli, pa ja, to je na ta račun, ker se povečuje delež juana, ne? Ni res, juan več ali manj stagnira, ne? Povečal se je pa delež nekaterih, kako bi človek rekel, netradicionalnih valut kot mednarodne devizne rezerve, ampak iz razvitih držav, teh manjših. Da vam dam kar primer, to je recimo švedska krona, to je v bistvu avstralski dolar, kanadski dolar, korejski won, ne? Te valute so dobre, ampak jasno, ne? To še vedno pomeni, ne, njihov delež v tej strukturi deviznih rezerv se je povečal za približno 10 odstotnih točk, ne, to še zmeraj ni nič posebnega, ne, ampak Kitajske v tej zgodbi z deviznimi rezervami praktično še ni, ker preprosto ne želi prevzeti vloge vodilne valute, ne, ker to ne prinaša samo koristi, ampak tudi nekatere stroške odgovornosti. Pred časom ste mi zelo lepo povedal v intervjuju za Bloomberg Adrio, če si majhen v problemih, si v problemih sam, če pa si velik v problemih, tvoj problem predstavlja problem tudi še za koga drugega. Zdaj, če gledava Evropo, ne, kar povejte. Ja, lejte, to je res v Evropi, ne, se je to zelo lepo pokazalo po tisti finančni krizi, ne, leta 2008 je kriza izbruhnila, Lehman Brothers, ne, mi smo pa v evroconi predvsem čutili tam od leta 2010 naprej. Grčija je v bistvu de facto bankrotirala maja 2010, ne, in pol v nadaljevanju se je pol ta kriza reševala. No, in ta kriza je res lepo pokazala to, kar ste vi v vprašanju omenili, ne. Če se spomnite, takrat so prišli v krizo najprej Grčija, jasno, Grčijo se je reševalo takrat zaradi tega, ker nobeden ni čisto točno vedel, kaj bi se zgodilo, če bi prišlo do propada evra. Ne? Se pravi, to je bilo ta prvič, se je to zgodilo, strah je bil pri vseh, zato se je takrat Grčijo, da rečem tako, reševalo. Govorim leta 2010. Ne? Ko je prišlo potem kasneje, 2013, če se spomnite Slovenije, ne? Slovenija je bila leta 2013 na robu bankrota. Ne? Na robu bankrota, ne? Ampak s tistim bankrotom se pa ne bi več noben hudo dosti ukvarjal. Ne? Bil je to predvsem naš problem. Istočasno so bili v problemih Španci, ne? Španci smo se pa vsi v celi Evropi zelo veliko ukvarjali. Ne? Samo to hočem reči. Ne? Če je Španija bila v problemih, je bila v problemih Evropska monetarna unija kot celoto. Ne? Se pravi, španski problem je problem evrocone. Ker če gre Španija pod vodo, da ne govorimo o kakšni Italiji, ne, potem je v bistvu to problem za vse skupaj, ki smo v tem področju. Če gre ena Slovenija, ne, pod vodo, ne, potem v bistvu evrocona danes ne bi kakšnega hudega problema imela. Ne. Tako da to je za nosilce ekonomske politike po mojem kar zelo pomembno sporočilo. Ne. Ti, če si majhen, moraš de facto biti boljši, kot če si velik. To ni fair, ne, ampak življenje ni fair. Ne. Tako da tudi tole, kar recimo pri naših javnih financah, ne, mi moramo de facto biti boljši, če hočemo, da bomo obravnavani približno tako, kot tisti, ki so nekaj večji. Ne. To je bilo tudi danes mogoče dobro malo razmišljati o tem, ko vodimo slovenske javne finance. Ja, a pa razmišljamo o tem, ko vodimo slovenske javne finance? No, glejte, jaz mislim, da bo se tole zdaj dosti hitro videl. Ne. Jaz, kot veste, sem bil precej kritičen lansko leto, ne, ko smo imeli še eno drugo vlado, ne, da v bistvu, ne, v situaciji, ko imaš ti 8% gospodarsko rast, če imaš ti v takšni situaciji 5% deficit v javnih financah, pol nekaj ni v redu. Ne, in tukaj ni treba biti kakšen hud strokovnjak. Ne. Ob izredno visoki rasti so tvoji prihodki
izredno visoki. Ne? In če ti tem izredno nenormalno visokim prihodkom prilagodiš odhodke, to pa ni zelo težko, ne? Hitro razdeliš denar. Ampak ko ti te odhodke razdeliš, jih običajno razdeliš z nekimi novimi zakonskimi obveznostmi. In zdaj si pa predstavljate, ko bo prišlo do situacije, da gospodarska rast pade in tole tale zadnja napoved, to zelo jasno kaže, gospodarska rast Slovenije bo se zelo znižala, tako kot za celo evrocono, bomo se znašli kar naenkrat v situaciji, da tiste odhodke, ki smo jih fiksirali na visokem nivoju, so še zmeraj na tistem nivoju, ker so zakonsko pač opredeljeni, prihodki bodo pa padli. In zdaj zopet ni treba biti hudo velik strokovnjak, da bo imel lahko zelo hiter probleme. Je pa res, da za politike je zmeraj takrat, ko je veliko prihodkov, je zelo lahko vladati, govorim vladati v kontekstu javnih financ, kako lahko vsakmu nekaj razdeliš. Nova vlada pa zdajle bo morala, po mojem, že za pripravo tega proračuna, to se pa zdaj v teh dneh dogaja, bo morala pa kar zelo resno svinčnik ušilt pa videti, kaj pomeni ta gospodarska rast, ki jo je zdajle Umar pred dnevi napovedal. Čeprav se spomnim, Umar je napovedal za naslednje leto približno 1% gospodarsko rast. Jaz mislim, da je to korektna napoved, zdaj je to 1 ali 1,5, niti ni to bistveno. Je pa dramatično nižja od tega, kar smo imeli lansko leto in kar smo imeli tudi v prvi polovici letošnjega leta. V Evropi se gospodarska rast zelo hitro ohlaja. In tudi to gospodarsko rast, ki jo bomo imeli mi za letos, mislim, da je zdaj napovedana 3,4%, je treba biti zelo jasen. To je povprečje za celo leto, če bi pa to razdelili na prvo pa drugo poletje, bi bilo pa prvo poletje precej nad temi 3,5%, drugo poletje, torej to, kar zdaj živimo, je pa že precej pod tem. Tako da to, kar imamo zdaj, se bo nadaljevalo v drugem letu za cele vrste stvari, verjetno sem o tem kaj pogovarjal. Ja, danes zjutraj sem gledala en članek na Bloomberg terminalu, sem ga pravzaprav našla, da ekonomisti napovedujejo evroobmočju v roku 12 mesecev kar 80% verjetnost nastanka recesije. Po drugi strani pa pogosto pišemo o indeksu nabavnih menedžerjev, da so že pod vrednostjo 50, kar nakazuje na krčanje gospodarstva. Videli smo pa tudi, to je pa tudi eden zanimivih pokazateljev, videli smo pa tudi drastičen upad povpraševanja po kontejnerskih prevozih in upad za 50% cene teh kontejnerskih prevozov. Tako da, kako to, da bomo mi Slovenci imeli, pač ne bomo deležni te recesije cel svet oziroma evroobmočje pa? Veste kaj, a baš ti napoveduješ 1% točko, to je že zelo blizu recesije. Tako da to, smo pa pozitivni še zmer, 2 četrtletje. Na pozitivni nuli, če hočeš zdaj to reči. Ampak jaz mislim, da danes tisti, ki napovedujejo, imajo izredno nehvaležno situacijo. A kdo kaj ve zdaj, kaj se bo dogajalo z vojno v Ukrajini? Ne. Se pravi, ko delaš ti projekcije, jih delaš na nekih projekcijah tudi recimo tega, kaj se bo dogajalo v naslednjem letu za to vojno. Tle je jasno lahko zelo hiter kakšna velika sprememba, tako da dajmo pričakovati, da se bodo te napovedi spreminjale, in žal jaz mislim, da je precej več teh dejavnikov, ki govorijo, da se bodo spreminjale na slabše. Torej, jaz ne bi hotel zdaj špekulirati, ampak to, kar je Umar napovedal, jaz mislim, da je v tej situaciji korektno, je pa zelo možno, da bojo morali v kontekstu, kaj se bo dogajalo v evroconi, to revidirati verjetno navzdol. In potem pa že zelo hitro v recesiji, to pa jasno pomeni celo vrsto problemov. Zdaj, ena od stvari, ki jo je treba tukaj povedati, je ta, da gospodarska rast po celem svetu se niža. Kitajska ima zelo specifične razloge, da se njena gospodarska rast niža. Kitajska ni prav hudo zdajle udarjena za tole krizo v Ukrajini, ampak na Kitajskem imamo letošnjem letu 3 take zelo specifične dejavnike, ki nižajo to gospodarsko rast. V časopisih, recimo na Financial Timesu, lahko čitate o 3D. V angleščini jasno gre za nepremičnine, za debt,
druga stvar je COVID kriza, se pravi disease, in tretja stvar je suša, drought. Ne? To so malo res specifične, ampak so stvari, ki so kitajsko gospodarsko rast potegnile bistveno navzdol. In tudi, saj kar se tiče tega COVID-a, kar se tiče teh nepremičninskih zgodb, ne, bo ta stvar tudi veljala v naslednjem letu, ne, verjetno suše, mogoče težko pričakovati, da se bo ponovila, ampak kakorkoli, se pravi, to en motor tega, ne, svetovnega letala gre mal navzdol, ne, ali pa ne, mislijo gospodarsko rast. Če si pogledamo Združene države Amerike, Amerika ima inflacijo, ne, ki vidite, da jo centralna banka ameriška napada z zelo agresivnim višanjem obrestnih mer, ne. Ampak treba je eno stvar povedati. Ne. Ameriška inflacija je v enem pomembnem delu drugačna od evropske inflacije. Ne, to se dostikrat nekako ne gleda dovolj natančno. V Ameriki je inflacija več ali manj posledica dejansko že pregrevanja gospodarstva. Se pravi, povečavanja povpraševanja. Ti imaš praktično tudi nezaposlenost je šla na zgodovinsko nizko stopnjo, to se zdaj jasno Biden hvali pred volitvami, ampak je točno. Ampak to hočem reči, če je inflacija posledica tega dejstva, potem je logično, da ima centralna banka tu absolutno, kako bi rekel, prioriteto, da to naslovi z višanjem obrestnih mer. In je to, ne, ravno višanje obrestnih mer zelo učinkovito za soočanje s tem tipom inflacije. Zdaj pa, če gremo v Evropo, ne, govorim jasno v evrocono in jasno ECB, ne, tukaj je pa inflacija povzročena v enem pomembnem delu z dejavniki na strani ponudbe, ne, z dejavniki na strani cen energentov. Ne, cena energentov, se centralna banka dvigne obrestne mere na 10%, se cena energentov ne bo spremenila, ker je preprosto posledica pomankanja teh energentov zaradi te ruske vojne v Ukrajini. Ne, in zdaj jasno, to pomeni, da bi, če bo v tem primeru centralna banka intervenirala na enak način, bojo potem stroški, ki jih bo evropsko gospodarstvo nosilo v smislu zniževanja gospodarske rasti, bistveno večji. Ne. Tako da, ne, predsednica Evropske centralne banke ima v tem delu popolnoma prav, ne, da v bistvu ona, centralna banka, problema evropske inflacije ne more reševati sama. Oziroma, če bomo njej to prepustili in da bo res šla z obrestnimi merami to gor, bodo stroški reševanja te situacije bistveno večji, kot bi bili, če bi jih naslavljali sočasno z monetarno in fiskalno politiko držav članic evro območja. Tako to se mi zdi zelo pomembno, ne, da se poudari ta razlika in zato tudi zelo pomembno, da bi v Evropski monetarni uniji, ne, kaj bolj zares naredili na tem fiskalnem delu. Ne. Mi smo, če se spomnite, pravila fiskalna spustili, ne, in zdaj imamo, tako, malo bom sicer karikiral, ne, imamo malo divjega zahoda. Ne, zadolžuješ se, spomnite se bivšega finančnega ministra, ki je rekel, ja, obrestna mera je negativna, zdaj se je treba zadolžiti, ne. Ne, denar je pocen. Tako da, ne, ampak bo prišla situacija in že prihaja, ne, ko gre obrestna mera gor in pol bo se jasno tudi stroške zadolževanja povečevali in tako naprej. Ne. Kdo bo ta prvi nadrsal, ne, tisto, kar so se že prej pogovarjali? Ta mali, ja. Ne, ta mali. Ja, zdaj ste zelo lepo opisal različne kontinente in različne težave, s katerimi se soočamo na teh kontinentih. Ampak dajva mogoče tukaj ostati pri Fedu. Ta teden v sredo ima zasedanje, epizoda pride v četrtek ven. Prvi mož Powell je zelo odločen, da spravi inflacijo, ki je na 40-letnem rekordu, na ciljno inflacijo 2%, pri čemer napoveduje v bistvu zelo, zelo agresiven napad. Nekako se pričakuje, da bo se ključne obrestne mere dvignile za 75 bazičnih točk, nekateri celo špekulirajo na 100 bazičnih točk. Tako da potem pod črto bo Fed ključno mero zvišala proti 4,5, ECB pa proti 2,5, ne? Kako zdaj gledati na to tekmo dvigovanja ključnih obrestnih mer? Mislim, da 90 centralnih bank po svetu je že dvignilo obrestne mere, ključne obrestne mere, in zdi se, kot da tekmujejo, katera bo bolj dvignila. Glejte, kot prvo je treba reči to, da smo 10 let živeli v popolnoma nenormalni situaciji, ker so bile obrestne mere negativne. Ne? In zdaj
mi se zdaj vračamo v neko kolikor toliko normalno situacijo obrestnih mer. Ne. Zdaj, aj to 2 ali 3, 4%, jaz ne bi hotel špekulirati, ne bi vam pa sam to rekel. Ne. Mogoče fajn narediti eno anketo med poslušalci, ne, ali pa gledalci, če kdo ve, koliko je bila obrestna mera Feda recimo leta 1980. Ne. Mislim, da so se takrat 20%. naši poslušalci rodili. Ne, ampak ne, mislim, ker govorimo o višini obrestnih mer. Ne. Ja. Obrestna mera Feda je bila takrat 20%. 20. Ne. Takrat je šlo pol jasno, cela vrsta držav v bankrot, vključno z takratno Jugoslavijo leta 1981-1982, ampak ne samo Jugoslavijo, to je bila ista zgodba z Mehiko, Brazilijo, Argentino in tako naprej. Ne. Tako da govoriti zdaj pri 2, 3, 4% obrestni meri, da so to neke nenormalne obrestne mere, preprosto ni res. To je preprosto vračanje v neko normalno situacijo, ker brez pozitivnih obrestnih mer ne bo niti varčevanja in tako naprej. Zdaj pa malo bolj direktno na to, ko ste vi v bistvu nekako načela odnosi med Fedom, ECB-jom, razlike v obrestnih merah. Ejte, če gremo točno eno leto nazaj, konec avgusta lansko leto, pa prva polovica tudi septembra, takrat je bilo neko dosti široko prepričanje centralnih bankirjev, da je inflacija relativno začasnega karakterja, ne, in da bo na nek način dosti hitro izvenela. Pazite, govorimo čas bistveno pred izbruhom ruske krize, ne, oziroma ukrajinske krize. No, ampak za razliko od ECB-ja, sta kle recimo Fed in angleška centralna banka že praktično oktobra, novembra prišla do zaključka, da ta stvar le ne bo tako kratkoročna. Pazite, brez Rusije, še enkrat pravim. Ne. Se pravi, če je bil tak zaključek, je bil logično, da sta te dve centralni banki tudi začeli z normalizacijo obrestnih mer, kar pomeni z dvigom obrestnih mer. Ne. ECB je tukaj to svojo pozicijo, da gre za tranzicijsko stvar, držal do ponovega leta. Ne. To je bil ključen, bi rekel, igralec v tej zgodbi je bil ta njihov chief economist Philip Lane. Ne. In šele nekje v januarju se je začel, malo bi rekel, to stališče topiti, da mogoče pa stvar le ni tako začasna. Ne. Ampak še takrat je bilo rečeno, ne, v letu 2022 mi ne bomo povečevali obrestne mere. Ne. Pol je pa jasno, ne, že v februarju pred izbruhom Rusije je prišlo do tega, da mogoče bo pa treba pred poletjem že nekaj narediti. No, pa je pa šla pa jasno Rusija, ukrajinska kriza, cene so šle bistveno bolj gor in takrat je v bistvu potem tudi ECB začel s tem prvim dvigom. To, kar hočem reči, ECB je kle nedvomno zamudil. Ne, zdaj nekdo bo rekel, ja, profesor to zdaj le govori, ne, po bitki smo vsi generali. Kar nekaj nas je bilo takrat lani jeseni, ki smo to stališče zagovarjali, da bi tudi Fed, da bi tudi ECB moral iti bolj hitro v te stvari, ampak je bila takrat ocena drugačna. Zdaj jasno, kaj pa to pomeni? Ne? Ker je šel Fed hitreje v višanje v obrestnih mer, ne? In ECB kle zaostaja. In zdaj tudi ta napovedana dodatni višanja pri Fedu, ne, pomenijo, da sta med obrestnimi merama kar pomembna razlika. In zdaj, ker je ta obrestna razlika taka, potem je logično, da kapital začne drveti kam? Tam, kjer je obrestna mera višja. Ne, tako da se zdaj povpraševanje po ameriških vrednostnih papirjih povečuje, ne, to pa jasno pomeni tudi istočasno vpliv na krepitev dolarja. Ne. In po drugi strani jasno padanje evra v odnosu na dolar. Ne, tako da to zdaj vidimo v zadnje pol leta, 3/4 leta, se je tečaj evra v odnosu na dolar kar precej, bi rekel, spremenil v to, da je zdaj evro šibkejši kot dolar, kot je bil takrat. Ne. To pa pomeni, da mi s tem depreciacijo evra tudi uvažamo en del inflacije. To je nek dodaten problem za nas. Ne. Mogoče je v tem kontekstu zelo interesantno pogledati, kaj se dogaja z nemško plačilno bilanco. Nemčija, vemo vsi, motor EU-ja, Evropske monetarne unije, država, ki je imela tradicionalno blazno visoke presežke v tekočem delu plačilne bilance. Te presežki so bili tam po finančni krizi leta 13-14, tam nekje do 17, so bili 7% nemškega BDP-ja,
Tako da gre za res velike številke. Ne. Kaj se je zgodilo s tem v letošnjem letu? Ne. V bistvu se je nemški presežek več kot prepolovil. Nemški presežek v tekočem računu plačilne bilance je danes več kot pol manjši, kot je bil 2 leti nazaj. Ne? Zakaj? 2 ključna razloga, ali pa en ključen razlog. To je ta oziroma ta terms of trade, pogoji menjave Nemčije. Ne? Tiste stvari, ki jih Nemčija uvaža, kle so pa zlasti energenti, te so se blazno podražili. Medtem ko tisti proizvodi, ki jih Nemčija izvaža, oziroma industrijski proizvodi, so se podražili, ampak približno za pol manj kot uvozni proizvodi. In jasno, če ti uvažaš isto količino, narečem tako, plina, ne, je to pomeni, da je zdaj to 30% dražje, kot je bilo lansko let. Tvoji avtomobili, ki jih izvažaš, so pa, če je to enak avto, ki ga izvozil lansko let, je mogoče za 15% dražji. Tako da, ne, ta stvar se, rekel, dramatično spreminja in vpliva tudi jasno na odnose v državah članica Evropske unije. A gremo mogoče samo mečka nazaj na centralne banke, pa na žrtve njihove monetarne politike, če lahko tako rečem. Ravno danes sem brala en članek, da v baltskih državah ima kar 90% prebivalstva hipotekarna posojila vezana na Euribor. Tudi pri nas je en velik konc Slovencev imelo vezano na Euribor, nekateri so že zamenjali za fiksno obrestno mero, pa vendar. Tudi marsikateri bankir, tudi pri nas v Sloveniji, je spodbujal ljudi, pejte zdaj vzeti posojilo, zdaj je ful poceni, ne. In a se lahko zgodi to, kar se je zgodilo recimo s Švicarjem, če čistko v prenesenem pomenu primerjava? Ja, glejte, jaz moram reči, moje stališče od tistega švicarskega franka je v zmeri zelo jasno, ne, da preprosto, jaz sem tudi tole komentiral, ne. Zakaj so se ljudje zadolževali v švicarskih frankih? Takrat govorim v letih 2005, 6, 7. Ne? Zato, ker je bila obrestna mera nižja kot za evre. Ne? Zdaj jasno, ljudje so to najemali, ne? So bili ta glavni, to je super, ne? Noben pa ni v bistvu upošteval, da lahko pride do spremembe deviznega tečaja. Tečajnega tveganja pač niso vzeli v obzir. Ne? Čim se ti zadolžuješ v drugi valuti, kot je valuta tvojih prihodkov, si pač izpostavljen tečajnem tveganju. In zdaj, če si predstavljate, da bi šla slučajno tečaj švicarskega franka v obratno smer, kot je šla, se pravi, da bi ljudje iz tega, da rečem tako, dobili. A mislite, da bi kdo pol dal inicijativo, zdaj bomo pa mi ta viške vrnili državi? Ja, seveda. Ne, hočem vam samo to reči, to je zmeri samo enostranski rizik. Ne? In takrat, ko gre stvar narobe, pol jasno roko dvigneš, ne, zdaj ne pa država te stroške krije. Mal podobna zgodba je kle, dragi moj. Ne. Obrestna mera, ki je 0, ni realna obrestna mera in kdor je mislil, da bo dobil 20-letni kredit po 0, je pač to bilo naivno. Ne. Naivno zdaj, ali je to, ne, zdaj takoj diskusije, ne pa vse to so banke pol zavajale in tako naprej, ne. To je v bistvu ta, če hočete, čisto osebno izobraževanje glede financ, kaj početi. Ne. Obrestna mera 0 ne more držati daljši čas. Pol vprašanje časa, kdaj bo šla gor in čim gre gor, jasno se bodo tvoji stroški povečali. Ne. Tisti, ki so zdaj tole uspeli fiksirati, ala in vera, so zelo zadovoljni s tem, ne. Ampak po mojem bo veliko takih, ki to ne bo. In pa druga stvar, ne, enostavno novo zadolževanje gre zdaj pač po tem. Tako da ja, jaz ne bi bil nič presenečen, če se bojo pojavile kakšne iniciative, ne, da naj država prevzame to, ne, ampak zelo odkrito rečeno, to nima nobene, enostavno ni vzdržno. Ne more biti rizik, ne more jeti stvar samo v eno smer, ne pa v drugo smer. Ne. No, to bi mogoče se lahko v kakšnem sklopu kakšnega opismenjevanja finančnega učili v srednji ali pa v osnovni šoli. Če govoriva pa Švicarju o valutnem tveganju, tukaj govoriva lahko o obrestnem tveganju. Ja. Ampak logika je podobna. Podobna je, ja. A greva mogoče na te državne obveznice 10-letne. Zdaj, danes zjutraj, ko sem gledala, vse je poskočilo. Čisto vse je poskočilo. 10-letne državne obveznice na Italiji, Grčiji, Španiji, Nemčiji, celo Slovenija. Točno to. To pomeni, da se bomo draže zadolževali vsi, vključno s Slovenijo,
Kaj je zdaj, kakšna je naša prihodnost? Dolg se veča, poglablja, dražje se zadolžujemo, problemov kar ne zmanjka. Še enkrat, dajmo celo stvar v perspektivo. Zdajle smo se zadolževali brezplačno, da rečem tako. Zdaj bomo pa počasi spet morali za zadolževanje plačevati pozitivne obresti. Se pravi, vračamo se v neko normalno situacijo, hudič je v tem, da smo smatrali tisto, kar je bilo dejansko nenormalno. Negativna obrestna mera, da je to postalo new normal. In zdaj smo vsi blazno presenečeni, kar se obrestne mere stvari normalizirajo, ali pa grejo v smeri neke normalizacije, da je to zdaj neka ekscesna situacija. Ja, zadolževanje bo dražje. Jaz moram reči, da naša zakladnica pri Ministrstvu za finance je zelo dobro izkoristila ta leta, pa ne govorim zdaj v tem smislu, koliko smo se zadolževali, ker to ni odvisno od zakladnice. Zakladnica ima naročilo, da treba to pa to narediti, ona potem upravlja z dolgom. In to upravljanje z dolgom, jaz mislim, da je bilo korektno delano, da so zamenjevali tiste stvari, ki so bile bolj negativne. Ampak ja, mi bomo mogli zdaj vsako leto se zadolžiti toliko, da bomo refinancirali stare dolgove. In čim boš se ti zadolžil zdaj, se ne boš več zadolžil po negativni obrestni meri, ampak po obrestni meri, ki je zdaj na trgu, ki je že pozitivna in ja, povečeval se bo strošek zadolževanja, je pa treba biti tukaj korekten. Ta strošek zadolževanja za Republiko Slovenijo, govorim tukaj o plačilu obresti, je vendarle še vedno, pa tudi bo verjetno v naslednjem času, kar precej nižji, kot je bil recimo leta 2013. Tako da, ja, bodo višji stroški, ampak spet ne tako nenormalno. Problem je, da je javni dolg tudi narasel. Zdaj, ko omenjate, da gremo v neko normalno, pa vendar v zadnjih 2 letih je bilo zelo veliko tega državnega intervencionizma, če lahko temu tako rečem. Ravno danes smo brali, kako bo država regulirala košarico osnovnih živil, oziroma ne regulirala. Gre za mehko, kako so se izrazili, mehko regulacijo, se pravi, imamo cenovne kapice na energente, na hrano, poseg v dobičke družb iz energetike, poroštva za podjetja, ki trgujejo z energenti. To tudi ni čisto povsem normalno, pa tudi celotna situacija ni normalna, tako da na eni strani težimo k normali, ampak vse skupaj je tako zelo nenormalno. Dobro, to, kar pravite, mi živimo v vojni ekonomiji. In kdor misli, da v vojni ekonomiji trg deluje, pa se pač preprosto hudičeve moti. To se je zdaj zelo jasno pokazalo z energetskim trgom. Energetski trg, če je normalna situacija, je bil solidno postavljen, ampak situacija ni normalna, ker ti pol določa zdaj cena nek energent, ki ga preprosto na trgu ni. In če ga na trgu ni, je potem ta cena, to ni tržna cena. Tako da ja, jaz mislim, da se bomo mogli navaditi, da zdaj z temi povečanimi geopolitičnimi tveganji, pa tudi to, kar se dogaja, da bo več tega, če hočete, ukrepanja države, ker brez tega, ker trgi ne delujejo. In če trgi ne delujejo, potem mora nekdo drug delovati, če hočeš, da pač država sploh še funkcionira. Tisto, kar sem pa jaz govoril o normalizaciji, se je pa nanašalo na normalizacijo na finančnih trgih v smislu cene denarja. In še enkrat bom rekel, negativna obrestna mera, ki smo imeli 8-9 let, ni normalna. In to, če se zdaj vrnemo na obrestno mero 2-3%, bo to 4%, je to pač obrestna mera, ki je, če jo gledamo zgodovinsko, še vedno relativno ugodna. Povedal sem že en eksces leta 80, kjer je šla ta obrestna mera na 20%, ampak da ne bi zdaj to bilo neko strašenje. Ampak 2, 3, 5%, to so obrestne mere, ki so skozi zgodovino bile dosti normalne. Pazite, mi imamo 5% obrestno mero, ampak imamo 10% inflacijo. Se pravi, mi imamo še vedno negativno obrestno mero. Tako da, če jaz dam denar v banko, če zmeri o 5% obrestni meri, na koncu dobim manj, kot sem dal noter, oziroma manj je to vredno, kar sem dal noter. Tako da, je pa treba jasno reči, da je manevrski prostor ECB-ja omejen. Omejen
Ne? Tudi zaradi tega, ker za razliko od Feda, ki ima dva osnovna cilja, Fed ima v mandatu dva cilja. Eno je cenovna stabilnost, če hočete inflacija, ne? Na 2%, kakorkoli imajo cilj, ne? Ampak drugi cilj je tudi nezaposlenost oziroma gospodarska rast. Medtem ko po drugi strani ima ECB en cilj in to je cenovna stabilnost. ECB nima v svojem mandatu gospodarske rasti. Zdaj povejte mi, dragi moji, ne, če imaš ti inflacijo 10%, ne, in tvoj edini mandat je ciljene inflacije, potem, ne, če bi to tako ozko gledal, ni drugega, kot da bi ECB moral obrestno mero močno povečati. Jasno, tega ne bo naredil, ker bi s tem naredil precej več še škode na strani gospodarske rasti, ki jo vendarle mora gledati. Zdaj, inflacija, kot ste že povedal, je v bistvu posledica recimo temu energetske vojne. Evropa se je na to vojno Rusija-Ukrajina odzvala s finančnimi sankcijami proti Rusiji. Zdi pa se, da so Evropo bolj te sankcije prizadele kot samo Rusijo, ta recimo poglablja odnose sedaj tudi s Kitajsko. Kako pa na to lahko gledamo? Ja, najprej tisti komentar, inflacija, pa ne, zdaj v kontekstu teh sankcij. Ne. Jaz bi tako rekel, veste, inflacija ni samo posledica tele stvari z rusko invazijo v Ukrajini. Ne. Končno, če se spomnite, inflacija se je začela nekje lani poleti, ne, precej pred tem, ne, po tistim visoka gospodarska rast. Jaz mislim, da je inflacija v enem kar pomembnem delu preprosto posledica tega, da smo mi 10 let se šli kvantitativno sproščanje, ker smo dajali v ekonomije ogromne količine denarja in ta denar je nekam pač šel, ne, in zdaj se začenja izražati z inflacijo. Ne nazadnje, kar veliko nas je bilo, ki smo govorili, v eni obliki se bo to pokazalo skozi inflacijo. Ne. In to je zdaj pač del rezultat tega. Zdaj pa ta drugi del vaš, ki ste ga omenili glede sankcij. Zdaj pri sankcijah mislim, da je treba reči 2-3 stvari. Ne. Eno je, da so te sankcije, ki jih je uvedel, zdaj pa kar rekel Zahod, ne, ker preprosto, kot vidite, sankcijam se ni pridružilo kar precej pomembnih držav skupine G20. Ne. Tukaj noter nimate Turčije, nimate Indije, nimate Kitajske, nimate Irana. Ne, tako da je prostora za, ne, če hočete, izkoriščanje, za nekako prebijanje teh sankcij kar precej in to se pač vidi. Ne. Jaz bi zelo nekako povzel, ne, sankcije sigurno na kratek rok niso dosegle tistega, kar se je mogoče želelo. Ne. Sankcije niso zrušile Rusije, ne, niso je. Ne. Bojo pa sankcije imele, ne, okolikor bodo ostale, kar precej pomemben vpliv na recimo srednji, da ne govorim na daljši rok. Ne. Zdaj jasno, kaj se bo zgodilo tudi pri nas na srednji rok, to je druga stvar. Ne. Zdaj, kaj hočem tukaj povedati? Poglejte, Rusija je relativno uspešno uspela recimo nafto preusmeriti na druge trge, dajala popuste, ne. Pri plinu je situacija malo bolj komplicirana, ne, ker moraš imeti plinovode, da to dela. Ampak kakorkoli, ne, Rusija ima danes presežek v tekočem računu plačilne bilance. Se pravi, ona več izvaža kot uvaža. Jasno, uvaža zelo malo zaradi tega, ker cele vrste stvari ne more uvažati. Ampak ima suficit. Rusi so stabilizirali valuto. Ne, tako da Rusi niso zdaj v situaciji, da bi na finančnem področju pokleknili zaradi te vojne. Ne? Tako da jaz upam, da se bo ta vojna prekinila, ampak ne bo se prekinila zaradi tega, ker Rusija ne bi imela denarja. To se mi zdi zelo pomembno. Ne? Na srednji rok bojo pa te sankcije imele dosti bolj močan vpliv na Rusijo, ne? Zaradi tega, ker preprosto cele vrste segmentov, teh tehnoloških, pa Rusija ne more uvažati niti iz teh držav, kjer recimo zdaj ne, ima te odnose, ki so dobre. Ne. Recimo, če slišiš take anekdotne stvari, da zdaj recimo popravljajo avione na ta način, da avione iz pač tistih, ki stojijo, šraufajo dele v tiste, ki grejo, to lahko ti delaš en čas, ampak ne, če pa to traja 1 leto, pa teh delov preprosto ne bo več. Ne. To je tak primer, ki ga hočem reči. Če boš ti hotel pol v bistvu zagnati ponovno tole naftno industrijo, če boš hotel zagnati tele stvari, šrabu tehnologijo, ne. Ta tehnologija je pa vendarle zelo na zahodu. Ne? Ampak
Ne? To je na mečkem bolj srednji rok, tako da jaz upam, da se bo ta vojna končala pred tem, da ne bomo na to čakali, ker je vprašanje, kakšne bojo pol posledice na nas v Evropski uniji, ne, s tole zimo pa tako naprej. Ne. Tako da sankcije nikoli niso v bistvu ena stvar, ki bi lahko zelo na hitro stvari rešile, zlasti, ker smo tudi, pa bodimo odkriti, ker smo mi Evropejci, ne, v bistvu te sankcije tudi naredili mečken pol na pol, ne, na tistem delu, ne, pri plinu jih nismo naredili. Ne? Praktično mi smo Rusiji omogočili, da dobiva za plin približno 700 milijonov za energente dnevno. Zdaj jasno, če to dobiva, potem lahko mirno naprej financira vojno. Tole za inflacijo sem v bistvu rekla, v bistvu sem ponovila besede Christine Lagarde, ona se skozi zgovarja na to, da je inflacija, povišana inflacija, predvsem posledica te energetske vojne. Ne. To se mi zdi, da kar več manj skozi ponavljajo. To je zelo primerno, lejte, tudi to je res. Ne. Sam problem višanja inflacije bi imeli tudi brez ukrajinske vojne. Ne. Ja, to pa. Okay, a greva mogoče samo še malo se Kitajske dotakniti. Nekaj sva sicer že danes povedala, omenili ste pač te nepremičninski balon Evergranda, ki je bil tik pred propadom, pa je država pač tukaj potem intervenirala, ne. Potem država je zopet udarila po tehnoloških gigantih, kaznovala je tudi podjetniki, ki so nekako štrleli iz povprečja. Ravno, mislim, da sem glih par dni nazaj brala članek o tem, kako v nekem kitajskem mestu oblast zahteva, ukazuje vsem prodajalcem, da morajo za 20% znižati cene nepremičnin. Pa tudi pričakovati je ponovno izvolitev Šija sredi tega oktobra, ko imajo ta komunistična partija, ko ima kongres. Tako da na Kitajskem tudi kar precej stvari dogaja, ne? Lejte, to je verjetno ena posebna tema, ne, ki bi bilo verjetno zelo pomembno pogledati. Ampak to je tista prvi od tistih 3D, če se spomnite, ki ste jih omenila, depth. Ne, govorim o dolgu, zakaj gre. Mislim, da treba celo stvar le mečkeno v en širši kontekst dati. Lejte, Kitajska je v bistvu, ko je vstopila v WTO, zelo pospešila to svojo orientacijo na izvoz. In Kitajska je v bistvu temeljila svoj gospodarski razvoj v prvi dekadi tega stoletja, predvsem na povečevanju izvoza. Izvoz je predstavljal približno 40% kitajskega BDP-ja, kar je za eno veliko državo ogromno. Velike države običajno izvažajo tam 15-20%, 80% predstavlja pa domači trg. Tako da Kitajska je bila zelo nenormalna, da rečem tako, za veliko državo. Ne? Potem se je to, če boste pogledali podatke, boste videli, da je ta delež izvoza se v zadnji dekadi znižal na približno 25%. Tako da kar se tega tiče, je Kitajska postala precej normalna država, kar se tega tiče, kar pomeni, da je domači trg postal relativno bolj pomemben v strukturi BDP-ja. Ampak zanimivo je, kaj je bil ta domači trg. Zelo pomemben del tega domačega trga je točno gradbeništvo in izgradnja teh stanovanjskih kompleksov, ta property development. Ne? To je pa treba dati v kontekst tega, da je Kitajska še vedno država, kjer imamo pomembno migracijo, notranjo migracijo iz ruralnih delov v urbane, v mesta. In zdaj jasno, ker ti ljudje v mesta prehajajo, morajo imeti tudi stanovanja. Ne? Tako da je Kitajska ima približno 20% BDP-ja v gradbeništvu, kar je ogromno. Ne? In zdaj jasno, kaj se je zgodilo. Zgodilo se je to, da so banke na veliko financirale s krediti te gradbenike. Te so pa pol prodajali stanovanja tem ljudem. In prišlo je lansko leto ali predlansko, zdaj se to natančno ne spremljam, je prišlo do tega, da se je pokazalo, da je bančni sektor preveč izpostavljen temu nepremičninskemu trgu in pol je v bistvu prišlo do ročne zavore. In zdaj, ko je prišlo do ročne zavore, je pol, se je to v bistvu začel ta imperij teh nepremičninskih rušiti, ne? Ker je šla stvar toliko daleč, da bi lahko prišlo do kraha v gospodarstvu, je potem
kitajska država, to je pa zdaj že malo v kontekstu tega, kar ste rekla, pa kongres zdaj oktobra in tako naprej, dejansko naročila svojim lokalnim oblastem, lokalnim inštitucijam, da pomagajo tem nepremičninarjem in zdaj oni prevzemajo te dolgove. Ampak paste, povečuje se dolg ne toliko na državnem nivoju, ampak na lokalnem nivoju. Tako da to je ena, kako bi človek rekel, ena mina v gospodarskem sistemu, ki bo verjetno v eni fazi počla, je pa vendarle treba reči to. Kitajska ima veliko špeha. Oni imajo 3000 milijard dolarjev deviznih rezerv. 3000 milijard, kar je ogromno. In se pravi, če imaš ti tako, bi rekel, zalogo, pol si lahko kakšne stvari prvošeš in jih pol tudi zmenadžiraš. Tako da, kar se zdaj dogaja, to je pa zdaj neposredno pred tem kongresom, je, da država zdaj pomaga tem lokalnim oblastem menadžirati tole krizo v nepremičninskem sektorju, ampak to je, bodimo odkriti, to je odlaganje problema vnaprej. Druga stvar, ki je, tle so se tudi ljudje zelo veliko zadolževali za kupovanje stanovanj. Tako da imamo dolg, eno so nepremičninska podjetja, drugo so pa prebivalci, ljudje. Kitajska je država, kjer je praktično ves stanovanjski fond, kako bi človek rekel, lastniški, tam najemanja stanovanj kot načina, tega ni, ali pa je zelo omejeno. Tako da to so zelo specifike tega trga, ki so pa finančno pripeljali do tega, kot je. Zdaj, rezultat, kaj bo to? Prišli bomo do neke nove faze razvoja Kitajske, kjer se bo ta gradbeni del moral znižati, in se bodo v tej notranji strukturi povečale izdatki iz naslova potrošnje. To je ta normalizacija gospodarske strukture ene države, ki gre skozi faze. Zdaj, ko omenjate mino, ne moremo mimo Italije, da se preseliva nazaj v Evropo. V nedeljo so volitve, napoveduje se zmaga skrajno desne stranke Bratje Italija z Giorgio, ali se reče Giorgio Meloni, se ne vem, če sem prav izgovorila. No, njihovi pogledi so zelo, zelo skrajni in Melonijeva menda ne čuti niti potrebe potem, da obsodi fašizem. Ona pravi, da so to storili že njeni predhodniki. Zelo je kontroverzna v svojih nastopih. Kako to lahko vpliva na vse skupaj, na Evropo, na gospodarstvo, na vse, če zmaga? Dobro, sigurno ne. Zdaj, kaj se bo zgodilo, bomo videli. Očitno je, da ta koalicija, kot kaže, je tako močna oziroma ima tako večino, da je realno pričakovati zmago na volitvah. Je pa treba tle jasno reči, veste, ko se usedeš in moraš vladati, pol mogoče tudi kakšne stvari, ki si jih imel v tej predvolilni retoriki, malo ponovno premišljaš, je pa nedvomno, da to pomeni v Italiji ogromno spremembo in to tudi pomeni ogromno spremembo za EU. Tle je bil Draghi, je bil zelo, kako če hočete, proevropski. Mi si poznamo tisto zgodovino njegovo iz ECB-ja in pol tudi v sami Italiji. Tle bomo videli, kam bo to šlo. To je nedvomno pomeni povečevanje nekih trenj v Evropi in v kontekstu tehle stvari za to rusko-ukrajinsko vojno, tole zimo, ki bo lahko zelo nepredvidljiva. To je tudi, jaz mislim, da Evropa prihaja v neko zelo nemirno obdobje, kjer se bo zelo jasno pokazalo, ali je sposobna to svojo enotnost držati. Jaz upam, da ja. Do zdaj je v tej finančni krizi pa tudi pol vendarle pokazala, da reagira takrat, ko je nujno potrebna. To, kar mene skrbi, je, da praktično Evropa je brez nekega resnega liderja, čist političnega liderja, evropskega, ne nacionalnega. In to je lahko v taki situaciji kar resen problem. Za italijanske 10-letne obveznice so danes zjutraj poskočile preko 4% zahtevana donosnost. Tako da to pomeni v bistvu, da bo tudi v bistvu vse obrobne. Mislim, je treba tudi povedati, koliko so nemške obveznice. Nemška je 1,8, 1,7, 1,8 tam.
Tako da ta razpon se tudi veča, ne? To smo se že Ja. pogovarjali enkrat, veča se tudi ta razpon med Nemčijo in Italijo. Kar ni dobra Glejte, novica za nikogar, ne, v Evropi. Ne, absolutno ne. Če gledamo recimo 10 let nazaj grško krizo, ne, kdaj je grška kriza izbruhnila, takrat, ko so v bistvu se te razponi med donosi, ne, šli na enormne številke in Grčija ni bila več v stanju se zadolžiti, ne. Jaz mislim, da eno lekcijo od tega smo sicer vzeli, ne. Zato tudi je, če se spomnite junija, ko je Evropska centralna banka prvič dvignila obrestno mero, ne, mislim prvič, zdaj govorim v 11 letih prvič, ja. V 11 letih prvič. V 11 letih prvič, končno po izbruhu finančne krize prvič, ne, je sprejela še en drug inštrument, to je v bistvu inštrument, ki naj bi nekako ne dovoljeval, da bi se razlike v donosih povečale preko nekega obsega, ne. To ni precizirano, kaj je zdaj ta obseg, ne. Ravno zaradi tega, ne, poučeni s tisto izkušnjo takrat pred, kaj je zdaj to, 12 leti, ne. Problem pa je v tem, ne, da nekdo to potem mora financirati, ne. Tako da to, če se bodo te pritiski nadaljevali, bo za ECB to resen izziv, ne, in jasno, tle čim bojo trgi to zavohali, bojo v te stvari šli še bolj odločno, ne, in tle prihajamo tudi mi na vrsto v taki situaciji. To je tisto, kar sem rekel. Danes ste že omenil evro, razpad evra, evroobmočja, da je ta strah obstajal tam leta 2010, ko se je dogajala pač ta kriza. Ali mislite, da bomo to zimo ponovno poslušali iste evroskeptike iz tistega obdobja? Jaz bi prvič rekel, da je evrocona danes bistveno bolj stabilna, kot je bila 10 let nazaj. Čisto enostavno, mi pred 10 leti niti nismo imeli nekega inštrumenta, da bi eni državi, ki ima probleme, pomagali, zdaj to imamo, ne. Tako da jaz mislim primerjati evro 2010 pa danes čisto po institucionalni strukturi, to sta dve popolnoma različni zgodbi. Se pravi, mi smo vendarle iz tiste krize nekaj potegnili, ne. Ali je zdaj ta evrocona institucionalno toliko močna, da lahko preživi, ne, kakšne še dodatno hude viharje, to se bo pač videlo. Ampak jaz mislim, da predvsem nas zdajle čaka eno obdobje, ki bo ključna diskusija med državami, ne samo evra, ampak EU-ja, o tem, kako se te energetske krize lotiti, ne, ta energetski trg, ta paket, jaz mislim, da je ogromno stvari nejasnih, to, kar je von der Leyenova povedala na tem, zdajle, ta teden na tem govoru, ne, letnem govoru, recimo s tistimi stvarmi, ne, da ne bi se omejale cene in da se bo pol, ne, pobirali profiti pri tistih firmah, ki imajo, ne, windfall profite iz tele vojne. To je načelno je to okej, ne. Hudič je pol, ki je treba to narediti, ki je to treba v bistvu izvesti, ne, katere številke se bodo vzele, kako boš ti vedel, kaj je bil normalen prihodek. Tako da en kup, pravim rekel tehničnih, ampak čist policy vprašanj se postavlja, kako to realizirati, ne. Tako da tle so razlike med državami EU-ja zelo velike. Če sam pogledate recimo ti ene države ala Francija, Španija, Portugalska, ne, one praktično, ne, ruskega plina niso imele, ne, ker so bile tudi geografsko tako locirane, da je bila, ali pa je bil delež minimalen, ne, medtem ko so recimo države od Nemčije, kljele dol do nas, ne, od tega bistveno bolj odvisne. Hočem vam samo to reči, da so razlike med državami pri teh energetskih sistemih ogromne in zelo težko bo pol, ne, pride do nekega sistema, ki bo splošno sprejemljiv, ker karkoli boš naredil, bo implikacije zelo različne na posamezne države. Mogoče samo za konec še o zasebni potrošnji. Vidimo, da zasebna potrošnja se še kar nekako drži. Tudi občutek imam, ko se pogovarjam z ljudmi, da nekako ne jemljajo te razmere dovolj resno, bom tako rekla, nekako ne čutijo prihajajoče recesije, medtem ko je v Ameriki že malce drugačna zgodba. Američani se že malce bolj zanimajo za recesijo, bolj jih je strah za službe, medtem ko pri nas tega strahu ni, imamo ničelno brezposelnost. Pa tudi, če greva pogledati nazaj na prejšnjo finančno gospodarstvo
gospodarsko krizo, ta je izbruhnila 2008-2009, prve neke posledice smo čutili 2010 pri nas, ampak recimo trg dela je pa kar nekako vztrajal do leta 2015, se je število brezposelnih je naraščalo in 2015 smo dosegli tisti vrh pri 150,000 brezposelnih, torej 6 let po izbruhu recesije. Ja, lejte, jaz mislim, da kaj se bo dogajalo, je v enem velikem delu odvisno od tega, kaj se bo dogajalo v evroconi, ne? Pa še bolj natančno rečem v Nemčiji, ne? Če bo v Nemčiji gospodarska rast šla dol, ne, pa se bo to ne skozi leta poznalo pri nas, ne, ampak govorimo o mesecih. Ne, tako da, če pravite, da se to še ne čuti na zasebni potrošnji, se bo pač relativno hitro začel čutiti. Ne. Tako da nesporno je, ne, Nemčija gre, če ne v recesijo, pa na nulto gospodarsko rast in pri nulti gospodarski rasti bo njenega povpraševanja po najvišjih proizvodih toliko manj, kot ga je bilo. Ne. Jaz dvomim, da smo se mi toliko zdaj, bi rekel, prestrukturirali, da bi ne vem kaj kot drugega tukaj lahko na hitro naredili. Ne. Tako da sigurno bomo to čutili. Ne. Preprosto majhna država, kot je Slovenija, nima nekega bufra z domačim trgom. Ti ne moreš, recimo, če pride do neke krize, zdaj pa z domačim trgom to reševal. Ne moreš, če ti 70% vsega izvoziš, je domači trg relativno mal pomemben segment tvojega celotnega gospodarskega potencijala. Ne? Zato so pa tudi recimo eni ukrepi, ki jih ob krizi naredijo Nemci, enak ukrep je pri nas popolnoma neproduktiven. Ne? Popolnoma neproduktiven, ker je v bistvu struktura popolnoma različna. Tako da jaz ne bi pretirano rekel zdajle zadovoljen s tem, če se na domači potrošnji še ne čuti, se pač bo z nekim zamikom, tako kot očitno pri drugih stvarih. A greva za konec dati še nasvet našim poslušalcem, kako se pripraviti na očitno težko zimo? Ja, jaz se kaj dosti s temi svetovalnimi vlogami ne ukvarjam. Kako se boste pa vi pripravili? Boste spremljali še bolj aktivno? Predvsem se bom toplo oblekel, ne? Pa mogoče šlo v zimnico, ne? Ne, lejte, jaz mislim, da vidko dramatično ne bo, ne? Jaz mislim, da tudi s to našo strukturo energetsko, pa tudi s temi zalogami, ki so, ne, nekako to predbrodil, ne? Bo pa sigurno potrebno predvsem nekih prilagajanj. Jaz mislim, da nas čakajo tudi kar resna prilagajanja pri javnih financah. Ne? Jaz mislim, da zdaj je pa konc tega heca, ne? Zdaj pa prihodkov ne bo več takih. Ne? In mislim, da se bomo že pri pripravi tega proračuna za naslednje leto, ne pa zdajle diskusija o plačah. Ne? Predstavljate si, da greš ti plače, da povečaš za 10% v javnem sektorju, ne? To je 600 milijonov. Ne? Ob tem, ko ti bojo šle prihodki dol. Ne? Tako da, ja, jaz mislim, da nas čaka kar burna prihodnji meseci. Ja, se kar strinjam z vami in to bomo mi seveda budno spremljali. Gospod profesor, dr. Mojmir Mrak, najlepša hvala za res izčrpne odgovore. Želim vam mirno jesen in pa, kot ste rekel, toplo zimo. Čim bolj toplo se oblecite. Hvala, da ste bili gost Moneyhow. Tudi vam in poslušalcem oziroma gledalcem.